Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis. Spet smo z vami. Upamo, da ste uživali v reklamah. Jaz vem, da bom užival v naslednjih nekaj minutah. Kajti z menoj je Katarina Samobor. Dobrodošla. Hvala lepa, dober dan. Lepo, da si se odzvala. V maski sva se srečala, si rekla, da je za tabo dolga pot. Ja, dolga pot, počasna pot. Počasna pot. Si žrtev slovenskih avtocest. Absolutno. Časovna žrtev. Skoraj vsak dan. No, ja, hvala Bogu, samo časovna. Da se ne bo narobe razumela. Ampak, ja, se kar preživim veliko enih ur na teh cestah. Na cestah deluješ v Ljubljani? Delujem povsod. Povsod? Nisem vezana na eno lokacijo. Pretežno bolj štajerska, ampak ja. Si veliko na poti. Tako. Kot glasbenica. Kot glasbenica, vozim se na koncerte, ki so pač povsod po Sloveniji. Živim pa na Ptuju, tako da imam odvisno od lokacije koncerta, ampak včasih se res vozim. Najrajš imaš koncerte, ki se dogajajo recimo v Portorožu, kaj? To, ja, pa Koper, to je the best Izola, te imam najraje. Te kraji, ki ti vzamejo 6 ur. Dan pa pol, ja. Dan pa pol, da prideš. Na nek način, ker bi šli s kočijo. Ja, mogoče bi bilo peš hitreje. Peš hitreje. Koliko let si v skupini Tabu zdaj? Piše se 3, se pravi 2 sem zapolnila. Ok, si pa 4. pevka v bendu? Yes. Povej mi, kako je vstopiti v tako definiran in poznan bend, ki je, ne vem, 25 let plus na sceni? Najprej se te moram ful zahvaliti, ker nisi rekel nova pevka. Ker po mojem bom do konca nova pevka, ampak zelo lepo in refreshing slišati. Ok. V drugih besedah. Ampak kako je stopiti v te čevlje? Ne vem, super je strašno na začetku, ampak jaz imam feeling, da so mi ti čevlji kar prav, da so moja številka. In sem se nekako zelo hitro počutila domača v tem kolektivu in na odru pred temi ljudmi in nekako naravno to vse skupaj deluje. No? Je to prelomnica na tvojem življenju pozitivna? Absolutno. Velika prelomnica. Ja, mislim, zdaj svet me je zagledal oziroma Slovenija me je zagledala in se mi zdi, da je potem tudi predvsem na meni, kaj bom potem počela. Na neki točki bo to tudi se ta zgodba zaključila najbrž, ampak ne v bližnji prihodnosti. Sam pač govorim o tem, da je pa zdaj na meni, kaj bom s to priložnostjo naredila. Kaj bom potem, kako bom peljala zgodbo naprej. Zaenkrat pa itak igramo, delamo novo glasbo. Googlal sem te. O, Marija. To zveni zelo pokvarjeno, ampak ni te konotacije noter. V redu. Googlal sem te in mi je bilo najbolj smešno, sem napisal Katarina Samobor in mi je prvi zadetek vrgel ven lokacijsko bar Katarina v Samoboru. Ja. Si že imela to? Nisem še bila tam, sem pa itak videla to. Tako da kdor googla Katarino in išče njene posnetke, njene videe, pa to ne klikne. Ja, tisti bar, tisti nima veze z njo. Se pravi, nisi affiliated. Ne, sploh ne. Imam pa plan za svoj 25. rojstni dan, kar bo čez leto in pol. Vse svoje najboljše prijatelje spokati v avto in jih peljati tja, da se ga tam napijemo. Tako. In sam pokazati osebno in biti, mislim, da mi pripada ena zastonj pijača. Ne ena. Ali pa večer. Cel večer, ker častite vse. Večer. Zate mnogi pravijo, da imaš podobno ali pa isto energijo kot prva pevka Tina Marinšek. Je to za tebe plus? Glede na to, da vsaka pevka ne bi imela. A si mislil Nino Vodopivec ali Tino Marinšek? Nina je bila prva. Ok. Ja, itak je plus. Vsaka moja predhodnica je imela ogromno enih adutov in močan karakter in pustila nek pečat, tako da bilo s katero bi me primerjali, bi bila zelo počaščena in hvaležna. Ampak sploh to, da z Nino, je pa en velik kompliment. A ste povezane s pevke še med seboj, ki komunicirate? Na tej točki se poznamo vse med sabo. Mislim, da so bolj one 3 povezane, ker pač so vse bivša, jaz sem trenutna. Trenutna, okej. Smisel, da imate kakšno skupino pevke Tabu? Skupino ne, smo se pa zelo dobro ujele, no. Vse 4, no. Smo se spoznale. Zdaj, ti si šolana pevka, resna pevka. Povej mi, kako se je s teboj začelo z glasbo pri tebi? Je to ti bilo položeno v zibelj kot korkoč? Nikoli ne vem, kako odgovoriti na to vprašanje, ker imam občutek, da je bila glasba
celo moje življenje prisotna. Ne v smislu, da bi kdo v družini se profesionalno s tem ukvarjal ali pa da bi me kdo hotel usmerjati v to, ampak nekako mi je glasba zmeraj bila način, kako doživljati, izživljati, podoživljati neke občutke, predelovati tudi stvari na ta način. A ne? Se je poslušal veliko glasbe pri vas? Ja, veliko Michaela Jacksona in Queenov in Beatlov in Whitney Houston. To so bili tako 4 CD-ji, ki so bili skozi avto. Katero od teh je bil največji vpliv na te? Michael Jackson. Michael Jackson? Ja. Znaš moonwalkati? Ne, to ne. Plesno se nisem udejstvovala v njegovi smeri, ampak znam pa po mojem sosledje komadov na tem specifičnem CD-ju na pamet še zmeri, ker je bilo pa skozi. Jaz znam moonwalkati. A res? Ja, v soboto zjutraj ob 2. Pijano? Ja. Ok, da vest. Ono do hladilnika pa nazaj. Ti se naravna hoja potem moja. Lej, moonwalk, ne. This is me. Se pravi, ta glasba je vplivala na te. Ja. Ti si se potem izobraževala v jazz smeri, je tako? Jazz ti je tudi blizu? Mi je bil mislim, veliko časa mi je bil nekako edino, kar sem videla pred sabo. Vse sorte jazza? Vse sorte jazza, recimo, ja. Nek ta free jazz me ni najbolj zanimiv, iskreno, ampak tako vokalen jazz. Ampak moram reči, da sem se na tej poti, ker sem se sam z jazzom ukvarjala in bila malo s pogledom zatrta, se nisem počutila najboljšno. Ne? Ne, nekako me je to... Ujameš se v nek ta cikl, itak je to dosti tekmovalen žanr glasbe, kar se tiče glasbenikov med sabo. Pa mogoče sem bila čist žrtev šolskega sistema, ki itak pač, a veš, te nekako spodbuja pri tem, da si malo tekmovalen, da se primerjaš z drugimi, da te nese naprej. V glavnem, meni to ni bilo neko varno okolje, sploh ne oder, na katerem bi se lahko sprostila, pa nekako iskala svoj izraz, ampak je bilo predvsem to, kar je treba, kar so me naučili, kaj se pričakuje od mene. In enostavno... Zakaj misliš, da je prišlo do tega v, recimo temu, v glasbeno-šolskem sistemu, da se je res zreduciral na eno samo tekmovanje? Kdo bo to bolj zaigral, kdo bo ti boljš odpel? Zakaj smo prišli? Ker na ta način, jaz to vidim, smo nekako izdali osnovni namen glasbe, ki je to, kar si ti povedala. Kreativa in izraz. In izraz. Meni se zdi zaradi tega, ker je enostavno lažje ocenjevati ljudi potem, koliko so tehnično dovršeni, ker je to neka oprijemljiva, konkretna stvar, ki jo lahko nekako kategoriziraš oziroma postaviš neke kriterije. Medtem ko kreativo spodbujati in jo razvijati pri otroku ali pa pri komorkoli je pa veliko bolj abstraktna stvar. In je težko sistematizirati, to se mi zdi. Sprav nisi nikoli tekmovala teh zadevah? Nisem želela, no, ampak tako nekako te okolje prisili. Bolj se izražati, praviš. Ja. Kje si bila pa najbolj srečna v glasbenem izobraževanju? Je kakšno obdobje, ne vem, srednja šola, potem kasneje? Mogoče začetek srednje šole. Prideš tja, pa si še malo naiven, pa malo pustiš sam sebi, da greš z vetrom, kamorkoli že pač pihne. Kje je bila ta srednja šola? Konzervatorij v Ljubljani. A, v Ljubljani? Ja, KGBL. Ti si tudi hodil tja, ne? Tudi jaz sem bil tam. Sem slišala o tebi par anekdot A res? Profesorice za zgodovino, ja. A super. Gospe Darinke Marović. A smo imela isto profesorico? Ja, smo imela, ja. Sej Bog ve, kaj zdaj ona o meni govori dijakom, ampak lej, ni važno. Kako bi rekel, zelo lepo smo se imeli tam. Ja. Zelo lepo, ne bom zdaj oponašal. Ne, jaz tudi. Ne bojo jo oponašala. Ampak je pa zelo specifična. Zelo specifična. In moram reči, da ona je bila ena mojih lepih spominov. A ne? Na srednjo glasbeno. Zanimivo mi je, da si ti to obdobje smatrala kot lepo. Ker jaz ga nisem preveč. A ne? Ne. Okay. To mi je bilo... Že tam sem začel čutiti tisto, o čemer sva govorila minutko nazaj. Se pravi, ta neko, kako bi rekel, mehanskost glasbeno. Vadi, da boš lahko stal pred ljudmi. Če nisi najboljši, si za odpis in v bistvu malo luzerski. Ne vem. Ker je bilo ogromno. Mislim, jaz se spomnim tam, pa ne bom rekel vrstnikov, tudi starejših letnikov in tako, ki so šli študirati, ne vem, po srednji glasbeni matematiko. Ja, točno. Ali pa
Pa čist nekaj tretjega, ja. nekaj čist tretjega, ker so dobili tak, bi rekel, ne vem, a so dobili odpor tam, da jih je enostavno pot v drugo smer zapeljala. Potem si študirala kje? Si nadaljevala? V Gradcu. V Gradcu. Kakšne spomine imaš pa na tujino? V bistvu sem bila tam samo, konkretno sem bila pol leta. Aha. Ampak dovolj, da lahko... Pol me je pa dohitelo to. A veš, okej. ker sem je ful nabirala enega pritiska tekom srednje šole, nisem naredila pol pauze vmes po srednji šoli in sem šla direktno na študij in me je dohitelo. In sem mogla narediti pauzo. Okay. Čisto me je tako psihično me je sesulo, nisem več mogla vstati iz postle. A ja, prav... Ja, prav bed je bil. Celovito, ne samo glasbeno. Okay. Šla sem pač v tujo državo, sicer grad res ni daleč, ampak šla v tuje mesto, kjer nisem imela svojih ljudi. Itak sem bila že tako malo živčna pa anksiozna po naravi in pol si pa tam v nekem novem okolju. Ja. Spet ti pritiski, ne veš čist, česa bi se oprijel, kje stojiš in pol te sam tako stisne v en kot vse skupaj. In pa sem vzela pauzo. Ja. Vzela sem 1 leto pauze in tekom tega leta sem nekako naletela na tabuje in se je to vse zložilo v pravem času. Sem pol pustila. Kot se je moralo. Tako. Vem pa točno, o čem govoriš, ker jaz sem po Salzburgu študiral in vem, kako je to, ko nimaš nikogar, ker se moraš ne samo poskrbeti zase, ampak tudi poskrbeti za vse te formalnosti, ki so v tujem jeziku. To. Niti domače, že po slovensko te stvari. Ja, se to. Kaj še ljudi? Pa certifikati, pa prijavi se kot prebivalec in ono. To. Fulejnih stvari. O tem govorim. Ampak dovolj verjetno, da si pa opazila razliko med eno, bi rekel, akademijo za glasbo, specifično v tujini, ali pa izobraževalni sistem pri nas. Ker to pa sem jaz opazil. Tam je bilo, tam ni bilo več tega duha. Bi rekel, tekmovalnosti pa tega. Tam smo se z glasbo ukvarjali, kar je osnovni namen. Ti si bil klasika, ne? Ja. Ja, verjetno sorodno, jazz. Na nek način je sorodno, no. Se je, definitivno. Mislim, mogoče pri klasiki še toliko lažje nekako po nekem sistemu določati, kdo je boljši od koga, zaradi tega, ker imaš pač te skladbe, ki so pač, a ne? Čeprav sem študiral kompozicijo, tako da je bilo spet en specifičen način. Ja, druga stvar. Zdaj, rada skačeš iz okvirjev, je tako? Ja, rada skačem na splošno. Sploh na odru. Nisi se pa plesno udejstvovala. Kako to? Kaj je to? Ne, meni se zdi, da pač to ni moja domena in da moje poslanstvo ne leži v tem. Plešem lih toliko, da se jaz zabavam oziroma da sproščam neko energijo na odru ali pa jo dajem ljudem, kakorkoli. Se pa res nimam za genialno plesalko, no. Se pravim, skačem, ne plešem. Tudi ne v petek, v soboto zjutraj ob 2:00? Odvisno, kaj se je dogajalo večer prej oziroma v kakšnem stanju sem to. Kakšne spomine imaš? Gre za sveže spomine, s Flirti si nastopila na velikem nastopu v Križankah 20. septembra. Je bilo lepo? Čudovito je bilo. Mislim pa, oni so imeli res, jaz ne vem, koliko so oni 3000 ljudi spravili noter v Križanke. 3000, jaz sem videl slike. Je bilo tam ljudi, ne vem, ali so bili vsi noter, ali jih je bilo pol zunaj, v glavnem ogromno ljudi, čisto vsak izmed njih pripravljen za žurko in pripravljen sprejeti ljubezen, dati ljubezen, sprejeti energijo, dati energijo. Je bilo res lepo. Meni je bil to po mojem en izmed bolj stresnih koncertov v zadnjem času, zaradi tega, ker pač, a veš, nisi na odru cel koncert, vedno se ti zgodi nek ta proces, prideš na oder, si ful v krču, a veš, ne veš, kaj bi sam s sabo in pol imaš nek čas, nekaj odpoješ in se počasi postaviš na noge, se aklimatiziraš in zrasteš korenine v oder noter. Tukaj sem bila pa na odru mogoče minuto. In ni bilo tega procesa. Pa če sem priletela na oder, oddelala v nekem pol krču tisto, kar sem mogla oddelati in je bilo že kar konc. Ampak se mi zdi, da je bilo super, no. Mislim, da je fajn izpadlo. Ko enkrat koncert razprodan pol leta vnaprej, verjetno kaj drugega kot toliko ljubezni od publike ni za pričakovati. Res je. Ni tako, ko imaš pol dvorane prazne en dan prej. Točen to. Love me. Prosim, pridi. Tudi za stonče treba. Ja.
ti se na odru sproščaš, ampak meni se zdi, da je tako osebno. V privat. Sproščena? Ja. Kakšna si pa ti zasebno? Ker veliko glasbenikov je zasebno, recimo introvertiran. Ali pa komikov. Za ta način si misliš, ti si pa gotovo zabaven človek, zadružiti se z njim. Ne gre to cel čas. Nope. Jaz še sama v bistvu se ne znam čist definirati, ker sama sebe presenečam včasih, ampak mislim, da imam kombinacijo tega. Znam biti ekstrovertirana, ko je to potrebno, oziroma ko si sama želim. Se mi pa zelo hitro zgodi, da se mi sprazni socialna baterija. In potem, sploh če imam kak dolg dan, kjer se moram z veliko ljudmi ukvarjati, biti z veliko ljudmi v stiku, sem pol zvečer kar nočem se z nobenim sploh več ukvarjati in božam te mačke, ki jih imam doma in se zaprem v sobo in spim. Recharge as soon as possible. Tako. Si pa želim, da bi bilo to mi malo lažje, no, ker se pa vseeno v tem poklicu z veliko ljudmi srečaš na dnevni bazi, a ne? Ja. Nima vsak posel tega, da stoji pred 3000 ljudmi. To je res. Pa poje. Ja. Ampak če pa ne bi bila glasbenica, s čim bi se ukvarjala? Si imela še kakšne ideje? Ja, gledališče me je dosti zanimalo, oziroma igra, ker imamo pač itak to v družini nekako. Tvoj stric je? Moj stric je igralec. Igor Samobor? Igor, bratranec je igralec Filip. Ok. Si dobila kakšne nasvete od njih? Si se kaj naučila od njih? Ja, z prve roke. Sploh, ko sem zelo si želela na akademijo, oziroma v srednji šoli sem razmišljala o tem. Ok. Najbolj odmeven nasvet, ki sem ga dobila, je to, da ne id na akademijo za igro. Okay. Ne id na AGRFT, ne se s tem ukvarjati, deliti to, v čemer si dobra. Poglavitni razlog je bil kaj? Zaradi tega, ker je to prvo kot prvo še bolj natempirano življenje, po mojem, kot mi, ki smo glasbeniki. To je skozi vaje, ponovitve, reprize, whatever, pač vse to. Plus to, da stopati po stopinjah svojega prednika, ki je zelo uspešen v tem, te hočeš, nočeš že takoj vržem ali v to, da te ljudje primerjajo in ti ne privoščijo. Okay. In da tudi Filip, kakor sem slišala, je imel tudi probleme s tem, z ljudmi, da so mislili, da so ga starši tja položili, ampak v bistvu je dosti sam naredil na tem in mu ne priznavajo enih stvari. Tako da hotel so me malo braniti pred tem, da bi šla v to. Sem imel tudi prijatelja, sodelavca nekdanjega, vmes je bil tudi premier, Marjan Šarec, ki je bil... Prijatelja sodelavca, vmes je bil tudi premier. Okay. Vse sorte del je opravljal. Ja, to se spomnim. In je tudi opisoval svoje izkušnje, ker je bil na AGRFT. Ja. In je rekel, da so bili že sprejemni izpiti taki, da je bil deležen marsikakšnega poniževanja in tako. Zato je pa pol šel za premijer na nek način. Ful zanimivo se je odločil za drugo pot. Ali so, si rekla, mačke tvoje edina stvar, ki ti pomaga preživeti ta ponoreli svet? Ker jaz zadnje čase zelo težko živim. Ne vem, kako je s kaj mi pomaga? To, da ne berem novic. Aha. Jaz ne smem brati novic, zaradi tega, ker pa se naletiš, hočeš. Ja. Ampak ker sem imela obdobje, ker sem res redno spremljala, kaj se dogaja po svetu. In se je začelo vse to, Rusija, Ukrajina in to. Ne moreš kako lahko mirno potem živiš, spiš, ješ, obstajaš, ne moreš, ne vem. Jaz osebno ne morem tega pol odklopiti, pa ne razmišljati o tem. Če človek pa še priklopljen na te družbene omrežje in ima konstantno to v obtoku. Po mojem se ne zavedamo niti, da ne gre za tako veliko razliko, kot če bi si človek nekaj nevarnega vbrizgaval. V bistvu je substanca. Gre za psihološko zadevo. Tako. Se pravi, mačke. Mačke so najboljša bitja na svetu. Jaz si gledam, mene ne marajo. A res? A imaš raj pse? Ja. Jaz imam bolj psa vse. Se si bolj tak pasi človek, jaz sem pa mačja človekinja. Ne, to pa nisva se neč stepla. Ne, se lahko soobstajamo, se mi zdi. Jaz tudi mislim, da. Ti božaš kužke, jaz božam mačke, čisto red. A je kaj lepšega? Te čakajo še kakšni veliki nastopi še za konec?
ki bi rada opozorila gledalke? Zdaj si me pa ujel v momentu, kjer nisem slučajno prebrala za naslednje par mesecev, kje imamo vse koncerte. Ampak vem, da je koncertov veliko, zdaj mi pa noben se ne posveti v glavi. Potem pa bova povabila na tvoj Instagram. Tako, ja, spremljate socialna omrežja, dajte si malo fiksati možgane s tem. Katarina, najlepša hvala, da si bila naša gostja. Hvala za povabilo. Da si vzela čas, z veseljem. Pa se vidva kaj v baru Katarina v Samoboru, tako, eno soboto ob 2 zjutraj. Tako. Moonwalkovat, ja. Zen moonwalk. Najlepša hvala. Hvala tebi. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.